Pozdravljeni. Tokrat se javljam za neko zelo optimistično temo, za vse, sploh pa za tiste, ki ste bolj nagnjeni k temu, da obupujete, ko vas hitro popadajo misli, da ne bo šlo, da se nič ne da, da ne boste zdržali, da ne zmorete več, da je dovolj, da da. Polno nekih stavkov, ki nam v bistvu jemljejo voljo do življenja, smisel, ki nas spravljajo v obup in tudi na neki način nam jemljejo energijo, da bi se sploh lotili česa na novo. Zadnjič sva imela z Albertom na Facebook strani vezal.si. Dajte to stran slediti, ker zdajle v času korone imava kar veliko brezplačnih srečanj tam gor. Imela sva okrepčevalnico odnosov na temo, kje se skrivajo naše notranje moči. V bistvu na temo viri dobrega upanja. Kaj je sploh to dobro upanje? Dobro upanje je, da takrat, ko smo mi v slabi koži, da takrat, ko nas vleče navzdol, znamo najti neko točko v sebi, nek klin, za katerega se primemo, da se potegnemo ven. In zdaj, če smo bolj take osebe, ki razmišljamo o dramah in o trilerjih, recimo Albert je bolj te sorte, se je mogel tega naučiti, kar vam zdaj jaz govorim. Meni je to bolj po naravi dano, da gledam, kje bom zlezla ven, kje bom našla rešitev, da verjamem, da obstaja rešitev, da se ne zatikam v probleme, ampak jemljem probleme kot neke preizkušnje v življenju. In mi to zelo pomaga zaradi tega, da nimam preveč tistih dni, ko nič ne naredim. A veste, ker takrat, ko smo negativni, ko razmišljamo, da se nič ne da, se tudi zelo težko aktiviramo. Velikokrat rečejo meni ljudje, ki k meni hodijo, ampak kako naj se aktiviram, ker ne verjamem v nič. In to je res težko. No, in jaz vem, jaz poznam ljudi, ki imajo pač vseb neke močne stavke, s katerimi si pomagajo v takih trenutkih, da zaznajo tisto notranjo moč, ki jo imamo vsi. Tudi vi jo imate, ki me zdajle gledate, ki ste mogoče žalostni in obupani. Glejte, vsak človek ima svoj vir moči. Jaz imam recimo eno prijateljico, ki jo mogoče tudi vi poznate, zaradi tega, ker tudi ona snema videe, na Instagramu je zelo dejavna, na Instagramu je Ostrokljun. Sicer je to Eva Ostrouška, ki snema svoje vloge, in ona recimo je od babice dobila nek zelo močen stavek. A vidite, tukaj gor na šalici je napisan: daj si moč. In meni je ta stavek izjemen, zaradi tega, ker, a veste, ko jaz to šalico pogledam, se takoj spomnim na to, sama si lahko dam moč. Jaz sem tista oseba, ki si lahko dam moč. Nisem mi treba jeziti na partnerja, na moje starše, na moje otroke, kakšni so, da mi pobirajo energijo in moč. Ne, zato ker sem jaz čudežno bitje, ki imam to možnost, da si sama dam moč. In Eva se je to naučila od svoje babice in meni se zdi vrhunsko. Recimo, moj stavek je malo bolj dolg, tako težko bi ga človek na šalico napisal. Vedno obstaja rešitev. Če pa rešitve ni, je pa to rešitev, da rešitve ni. Skratka, jaz vedno, ko se nekaj zgodi, ko padem, a veste, v tisto vlažno čustveno klet, ko imam občutek, da me bo zadušil, da je konc, da ne bo denarja, da ne bo svobode, da ne bo dela, da ne bo, vedno si rečem, dejla, vedno najdeš rešitev. Če jo pa ne najdeš, je pa zdajle tole rešitev. In jaz se počutim takoj boljš. No, in zadnjič, ko sva imela to okrepčevalnico na Facebooku, sva vas pozvala, da poveste vaše stavke. In veliko vas je reklo, jaz diham. Veliko vas je reklo, jaz diham pa štejem. Jaz si rečem, sej bo. Pol je bilo, če ne hujšega, se ne bo svet podaril. Recimo, tudi tak stavek, Pol še en zelo dober stavek: če sem zmogla v preteklosti, bom tudi zdaj. To se pravi, da se opremo na neke izkušnje iz preteklosti, ki nam sporočajo: zmoreš, ratalo ti bo. Dej, zaktiviraj se. In potem je še recimo stavek: je to res najhuje, kar se ti lahko zgodi.
A ne? Tako da to so te točke moči, ki jih mi nosimo v sebi, in mogoče vi nosite neke svoje točke moči, zato mi napišite od spodaj na YouTube v komentarje. Zakaj ne meni napisati, napišite tudi drugim, zaradi tega, ker res je veliko ljudi, sploh v tej situaciji, v tem času, obupanih, in oni nimajo teh stavkov in ne verjamejo, da imajo to notranjo moč. In jaz mislim, da smo zdaj mi tisti, ki to verjamemo, da tem ljudem pomagamo, samo s tem, da od spodaj napišemo, jaz si pomagam na tak način, jaz si rečem to pa to, jaz se prisilim, da nekaj naredim. Recimo, to je tudi ena moja, ne? Ko sem jaz v slabi koži, si dam nek mali cilj, ki ga zmorem. Ne vem, če je to sprehod, je pa sprehod. Ampak jaz se po tem malem cilju, ki ga dosežem, počutim boljš. Rečem si, wow, Lejla, ja, sej gre, sej boš, sej zmoreš. Jutri bo nov dan, recimo, je še en, stavek, ki je dejansko resničen, zaradi tega, ker vemo, da se spreminjajo stvari iz uro v uro, sploh naše počutje. In vemo, da je človeštvo dalo že skozi marsikaj, marsikaj, in tudi mi bomo dali skozi tole korono. Zadnjič, ko sem prebrala, da bojo teli ukrepi mogoče trajali do junija, sem bila 10 minut čist, kadaj me je kap. Tako, kdo bo to zdržal, kako bomo to zdržali, to bo konc, to bomo znoreli, in takoj sem ustavila te misli in sem rekla, ne, Leja, mi bomo šli skupaj skozi, mi bomo zmogli, mi bomo pomagali drug drugemu. Mi bomo postali bolj človeški, iz dneva v dan bolj človeški bomo postajali. Z večjim srcem. Cenili bomo nasmeh, cenili bomo besedo hvala, cenili bomo, da bomo šli k nekomu, nas bo to razveselilo in mu pomagali. In jaz verjamem, da zaradi tega skupaj delamo svet lepši. In še nekaj, jaz drvim proti svojemu cilju 2020 naročnikov na YouTube kanalu. Zelo veliko ste mi pomagali, tako da mi jih manjka samo še nekaj čez 100. Tako da v bistvu ni toliko nerešljiv problem ta moj naročniški kanal. Skratka, ja, letos sem majčkeno pozno začela na tem delati. Res je, da tudi ne snemam veliko videov, zaradi tega, ker pač še vedno malo težko snemam, zaradi tega, ker sem se poslovila od mami in pač je en del mene v tistih energijah, ki veliko teh stavkov potrebuje, da je Leja, naredi nekaj, saj boš zmogla, Lej, rešitev obstaja, vse bo ok, vesela bo, hvaležna bo, da imaš lepe spomine. To so stavki, ki me zdajle vlečajo ven, in tudi to, da zdajle snemam ta video, je v bistvu tisti korak, ki sem vam prej rekla, ko misliš, da ne zmoreš, pa zmoreš. To se pravi, samo lotiti se je treba. Tako da, še ena stvar, aktivnost, to, da smo aktivni v tem času, miselno, fizično, psihično, to nam zelo, zelo pomaga. Tako da, prosim vas, vsak dan si dajte nek izziv, neko nalogo, pa tudi, če se vam zdi butasta, dajte si, zaradi tega, ker to je tisto, kar vam bo dajalo občutek, da ste vredni, kar vam bo dajalo občutek, da zmorete, kar vam bo dajalo občutek na boljše čase. Tako da, jaz vam želim vse dobro, sigurno bom pred novim letom posnela še nekaj videov. Zdajle pripravljamo eno posebno akcijo s temi najinimi knjigami, Najvodila za najstarše v 4 delih, pa Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Tako da tisti, ki teh knjig nimate, dajte slediti temu, da boste videli, kaj se bo zgodilo. In se vidimo v naslednjem videu. Skupaj delamo lepši svet. Lajkajte stran, naročite se, pustite v komentarju, kaj je tisto, kar vam da moč. Čau, čau!